Pozdravljeni v odmevu tedna na portalu Domovina. Komaj se je dobro izteklo super volilno leto, že opažamo prve razpoke v vladi Roberta Goloba. Odhaja notranja ministrica Tatjana Bobnar, ostaja pa odgovorni urednik tednika Domovina Tino Mamić, ki ga tokrat pozdravljam v studiu. Pozdravljen. Pozdravljeni. Skratka, v Sloveniji imamo kar zadnje čase en tak zanimiv proces, ko gre za odstope notranjih ministrov. Po eni strani nekateri premierji dobijo kuverto, pa jo ne znajo odpreti, po drugi strani nekateri drugi premierji sprejmejo odstope svojih notranjih ministrov, še preden kuverte z odstopnimi izjavami sploh prejmejo. Kako si razlagaš to dogajanje z odstopi notranjih ministrov v Sloveniji zadnje leta? Ja, to je res, kot ugotavljaš, še malo komično. Če primerjamo recimo Hojs, ki je dal odstopno izjavo nepreklicno in je potem Janez Janša ni odprl in potem ni delovala, kar je sprožalo ogorčenje in smeh v medijih in pri njihovih kritikih. Po drugi strani pa to sedaj, ko daje vnaprej odstopno izjavo, za katero se sploh ne ve, kaj bo noter pisalo, in premier reče vnaprej, da bo to sprejel, brez da bi sploh odprl pismo, torej brez da bi vedel, kaj bo noter. Razlog zdaj za sam odstop, kot smo lahko spremljali iz medijev, je pravzaprav, oziroma povod, lahko rečemo, je neimenovanje generalnega direktorja policije, ki ga je predlagala gospa ministrica, torej gospoda Lindava, in hkrati tudi politični pritiski, ki se vršijo na delo policije. Zdaj, kako si to razlagati ob obljubah, recimo, da bo policija pod svobodo delovala strokovno in neodvisno? Ja, ravno obratno to, kar delajo. In to ugotavljajo tudi levičarski komentatorji in levičarski analitiki, da so se odmaknili od obljub. Zdaj, zanimivo je še to, recimo, ko pogledamo, da so do zdaj je bila slovenska tradicija, da je minister prihaja iz civilne družbe oziroma iz nepolicijske sfere. Torej, minister nikoli doslej ni bil policist. Vedno je bil nek strokovnjak iz nekega mogoče varnostnega ali kakršnega koli področja, ampak ne prav iz policije. Policaja za ministra še nismo imeli. Sedaj pa imamo policistko, kar je nekaj novega, nek precedens, ki ga mediji sploh niso opazili in niso problematizirali. Je to problem, recimo? Problem načeloma ne bi smel biti. V demokratičnih državah je normalno, da nek general, recimo v Ameriki, postane potem tudi minister, državni sekretar ali pa da postane predsednik vlade oziroma predsednik države, je nič spornega. Ampak pri nas smo imeli neko tradicijo, tradicija, ki je izvirala sicer iz tega pacifizma iz 80-ih let, tega nasprotovanja vsake uniformi, orožju in tako naprej. In če je to splošna vrednota, splošno uveljavljena vrednota, ki jo posebej levičarji radi torej spodbujajo in jo propagirajo in bi skočili v zrak, če bi Janez Janša dal bivšega policaja za ministra, torej je treba to spoštovati, treba tega se držati, ne pa da tisti, ki najbolj govori o tem, potem prvi krši to pravilo. No, ravno na to, da pravzaprav je problem, če vlada strokovno ne more delovati, je opozoril Žiga Turk v oddaji Vroča tema na Domovini. Če gospa Bobnarjeva ne more delati po svoji vesti, kot članica te vlade, kot oseba, ki je dobila polno podporo od vseh koalicijskih strank, kot oseba, ki je bila kritična, seveda, kot je treba biti, če si tam do Janše in do prejšnje vlade, če ona ne more delati po svoji vesti. Kdo v tej državi, pa ne samo v okviru te oblasti, vlade, ožje politike, ampak kjerkoli, lahko dela po svoji vesti, pa tako, da ni všeč vrhu gibanja Svoboda oziroma temu krogu, ki ta del politike obvladuje. Skratka, Žiga Turk opozarja težave s strokovnostjo. Hkrati je to pravzaprav prva ministrska menjava v tej vladi. Kako to lahko vpliva recimo na neko trdnost vladne koalicije? Ja, zelo hitra menjava je. Praktično prišla je 3 tedne potem, ko so jo iz opozicije skušali interpelirati. Ko so jo v bistvu zelo hitro po volitvah so že vložili interpelacijo zaradi nezadovoljstva.
zaradi podiranja ograje na meji. In to interpelacijo je gladko prestala. Zdaj, 3 tedne kasneje, pa je tako narobe z njo, da jo odstavlja premier. Zdaj, to je gotovo pove veliko o koaliciji, ki očitno je prišla do nekih turbulentnih časov in vprašanje, na kakšen način bo sploh zdržala to obdobje, ne, če so začeli že tako zgodaj, praktično, ko je še zadnje volitve oziroma zadnji referendum je šel skozi par dni nazaj, lokalne volitve pred par dnevi, oni so pa predano bi zajeli sapo, so se že začeli na smrt kregati. Govori se, da je več ministrstev vprašljivih, kar pomeni, da bo pri tej rekonstrukciji vlade, če bo zakon o vladi šel skozi, oziroma ko bo šel skozi, da bo precej sprememb zelo hitrih. To pove o tem, da je koalicija pač raztreščena, da ne vedo, kaj bi radi in da so razni strici iz ozadja, razni, mogoče Damir Črnčec, ki si želi postati notranji minister, to trdi Bojan Požar, mogoče je on tisti, ki najbolj to poriva naprej. Vsekakor je pa pri Golobu je to velik problem, da se je zdaj v bistvu skregal tudi z delom civilne družbe, ki mu očita z delom stroke. Ne, tako da je vprašanje, kaj bodo prinesli naslednji tedni, ker te obtožbe so izjemno hude. Ne, recimo mislim, da bi v vsaki drugi državi v Evropi bi ob taki aferi prvi minister oziroma predsednik vlade moral odstopiti. In tle je treba poudariti, recimo, ne, da je Robert Golob naročil poročilo direktorja policije, ki je bilo objavljeno in zelo jasno govori o tem, da je premier neposredno pritiskal na gospoda Lindava, da se zamenja konkretno direktorja policije v Novi Gorici, ne, torej v domačem okraju, v domači enoti tega premierja. Ne. Ja, jaz mislim, da take obtožbe svoje ministrice ne bi preživel noben premier v zahodnem svetu, ker to je, da ti postaneš predsednik vlade in da svojemu ministru ukažeš, da mora zamenjati šefa policije v tvojemu mestu, ne, to se sliši kot v komunizmu, tako se je v komunizmu delalo, da se je tako delegiralo, da je nek partijski funkcionar nekaj ukazal in je potem se vse zaokrožilo. Zdaj, mi vemo, da je velikokrat se to dogaja, ampak da se to zgodi na tak način, kot se je pri nas, da je on to direktno povedal na sestanku in da je ona to dala v javnost, ne, tega ne bi smel, ne bi preživel. Noben v normalnih okoliščinah, noben premier tega ne bi preživel. No, še eden izmed razlogov, ki se omenjajo zelo konkretno za ta odstop, je torej prepočasna, bomo rekli, kar kadrovska čistka v policiji. Te dni pravzaprav buri duhove tudi še eno poročilo, ki ga je naročila Golobova vlada, in sicer preiskava protestov oziroma ravnanja policije na protestih konec leta 2021, ki so bili že enkrat preiskovani in ugotovljeni, da hujših, recimo nekih nepravilnosti pri ravnanju policije ni bilo, zdaj pa povsem drugačno poročilo. Ne? Kako si razlagaš te razlike v poročilu o strokovnem delu policije, recimo, na tem področju? Če bi bila strokovna komisija, v kateri bi recimo tudi odločala dva strokovnjaka, en, ki ga imenuje opozicija, drugi, ki ga opozicija, potem bi lahko govorili o nekem poročilu, ki ima vrednost. V taki državi, kot je Slovenija trenutno, ko je tako razdeljeno politično, ko je praktično vsaka čistilka, ki dobi službo, je že ubeščena na en seznam, oziroma da ima pravo, če rečem, partijsko knjižico, je pa taka komisija v bistvu nekredibilna in ne moreš verjeti, da je pač, če je vlada imenovala neko komisijo, ki je preiskovala nekaj, kar si vlada želi, je pač naredila to, kar si vlada želi. Zato temu težko verjamemo, posebej zato, ker je bilo neko drugo poročilo drugačno. In posebej zato, ker ljudje nismo neumni in smo videli, kaj je policija počela
med demonstracijami in kaj je počela policija v Italiji ali pa v Avstriji ali pa v Nemčiji in naša policija niti približno ni bila tako nasilna kot druge, bolj demokratične, pa bolj zahodne policije. Ne. Recimo, ne predstavljam si, da bi v katerikoli zahodni državi lahko prišel demonstrant in z pištolo na vodo streljal policiste, ki bi to mirno gledali in ne bi rekli ne bev, ne mev. Ne. No, prav na te stvari je opozoril tudi nekdani generalni direktor policije, gospod Olaj, ki je bil tudi gost v našem studiu ta teden. Bom rekel, dam kapo dol proti dekletom in fantom, ki so uspeli zagotavljati javni red, brez da bi bil kdorkoli v protestniku poškodovan. Ne vem, katera policija v Evropi uspe, bom rekel, obvladati in zagotoviti javni red in mir na množičnim, bom rekel, ob množični kršitvi, pa da ni nihče poškodovan. Se pravi, gospod Olaj opozarja, da pravzaprav je policija bila pri svojem varovanju Ljubljane zelo uspešna. Nismo imeli nobenih niti poškodb med protestniki, na drugi strani 6 žrtev poškodovanih policistov, ki so te proteste varovali, pa vendarle očitno ekscesna uporaba sile med policijo. Ja, gotovo, ker nad policiste so se spravili z granitnimi kockami, z nasiljem in oni zaradi tega pritiska medijev si niso upali nič in so imeli tudi strani ministra in prejšnjega generalnega direktorja zelo ostra oziroma zelo rigorozna navodila, da ne smejo tepsti oziroma da morajo silo uporabiti res v skrajnem primeru. In potem, ko so recimo zaščitili cesto, ki so jo skušali zapreti demonstranti z vodnim topom, to je sedaj neka kriminal. Še ena stvar z področja policije oziroma varovanja buri duhove zadnje tedne, in sicer gospod premier si nekako želi vzpostaviti neko usporedno policijo, ki bi ščitila njega, kar je velik precedens. Menda so to že poskušali, recimo predsednik Milan Kučan, pa nikoli do zdaj ta zadeva ni šla čez. Zdaj kaže, da bo torej varovanje predsednika vlade namesto pod policijo, pod generalnim sekretariatom vlade. Kaj nam to, recimo, ta precedens pove? Ja, to je ta posledica velike zmage na volitvah in velike moči, ki jo je Gibanje Svoboda dobilo na zadnjih volitvah, da lahko dela kar hoče. Da se ni treba ozirati ne na pozicijo, oziroma ne na vladno koalicijo, ne na opozicijo. In tu sedaj delajo brez kompromisov, torej brez pardona, brez izgovora in čistijo popolnoma. Temu lahko rečemo, če so bile določene čistke včasih, da se je reklo čiščenju, torej kadrovskim čistkam čistka, je to kemično čiščenje, je to popolno čiščenje v nasprotju z vsemi standardi, tudi v nasprotju z ustavo. In žalostno je, da tega predvsem mediji in neodvisni strokovnjaki ne problematizirajo. Ko so že pri čistkah, praktično popolna čistka se je zgodila tudi na lokalnih volitvah, ki so se končale torej z drugim krogom preteklo nedeljo. In v mestih dobesedno lahko spremljamo popolno čistko, na kar se županov tiče. Pravzaprav v drugem krogu niti en sam župan, ki prihaja iz pomladne opcije, recimo ni osvojil županskega mesta, še celo dolgoletni župan Celja Bojan Šrot je moral priznati premoč svetniku iz vrst Levice, Matiji Kovaču. Kako si ti spremljal te volilne rezultate v nedeljo? Gotovo, da je to po eni strani rezultat nekih trendov, da se stranke umikajo oziroma da so stranke vse manj pomembne. Ta proces se je začel, ko je Milan Kučan razglasil nevarnost strankokracije, in od takrat naprej dejansko niso več stranke tisto, kar so bile. Tako da eno je so ti trendi, ki so tudi v Evropskem parlamentu, ne nazadnje, ne samo na lokalnih volitvah ali pa na državnozborskih naših, ko se vsake 4 leta prije neko nova neodvisna politična stranka oziroma sila, gibanje.
Zdaj, po drugi strani bi se morali pa vsaj na desni sredini vprašati tudi, kaj so oni tukaj naredili narobe. Ker na lokalne volitve se da veliko bolj vplivati, veliko lažje politika vpliva na razplet kot na državnozborskih, kjer imajo vse v rokah mediji. Na lokalnih imajo mediji bistveno manj moči in to se vidi, recimo mediji so pred državnozborskimi volitvami so enako spodbujali ljudi naj volijo Gibanje Svoboda kot sedaj. Ampak na državnozborskih volitvah je Svoboda dobila bistveno več. Je dobila koliko? 35-34%, zdaj pa bistveno manj. Približno 15%. Ne? Ja. Tako da z tega stališča se vidi, da imajo mediji manjši vpliv in tudi, če bi lokalne volitve bile pol leta kasneje, bi ta eho, ta odmev iz državnozborskih bi bil manjši in tudi ne bi dobila toliko občinskih svetnikov Svoboda. Tako da to je gotovo tudi en vidik, ampak vprašanje, ki bi se ga morali postaviti, predvsem Janez Janša in Matej Tonin, je, kaj sta ona dva naredila narobe oziroma kaj lahko naredita, da bo čez 4 leta drugače. Zdi se, da ne samo v mestih, da se dogaja tudi v nekaterih manjših krajih, morda celo v krajih, ki so veljali nekako za desne, ali pa bolj pomladno prevladujoče, pa so vendarle recimo nekateri županski kandidati iz levih strank recimo uspeli nekako z določenimi vprašanji, z odpiranjem določenih vprašanj nagovoriti več volivcev kot konkurenti iz desnice. Ne? Ja, gotovo, ker imamo določene občine, recimo jaz prihajam iz Ajdovščine, kjer je vedno bila pomladna opcija daleč najmočnejša, pa je bil zdaj 3. zapored izvoljen župan iz SD-ja in kjer je SD se precej ojačal v zadnjih 15 letih, tudi po številu svetnikov. To so številke, v katere ne bi nobeden verjel pod nobenim pogojem, ne lev, ne desen pred 15 leti. In tu se točno vidi, kdo je kriv. Krivi so občinski odbor Nove Slovenije in občinski odbor SDS-a v mestu oziroma v občini, ki so po eni strani pomagali, da je ta župan prišel na oblast, po drugi strani pa sami niso nič naredili, da bi dali kakega dobrega kandidata in so si oni sami pokvarili vse. Zdaj, podobno je bilo tudi drugod, da so si v marsičem sami krivi in tukaj zdaj ne pomaga, če gledamo nazaj in obtožujemo kogarkoli, ampak to so na preteklosti se lahko učimo. Če pogledamo, kaj se je zgodilo tam, se potem zastavi novo politiko za nadaljnjih 15 let in tu bi morali tudi desna sredina recimo razmišljati o tem, koga bodo čez 4 leta postavili za svojega kandidata, koga čez 8 let. To se dela veliko bolj profesionalno kot v naših teh občinah. V prvi vrsti bi pa morali najprej začeti nadzorovati volitve. To je v bistvu en tak velik manko desne sredine, da ne nadzoruje volitve in zato bi sam rekel, da smo nezaupljivi oziroma da številke niso brez dvoma take kot so. Torej, da sumimo, da se je lahko nekaj zgodilo, ker je toliko možnosti za nepravilnosti. Področje, ki prav tako močno vpliva na lokalno raven, je dostop do zdravnika. Prav te dni je zdaj odjeknila novica, načrt zdravstvenega ministrstva, kako želi zmanjšati dostopnost dežurnih zdravnikov po manjših krajih po Sloveniji. Pravzaprav je običajno desni pol tisti, ki bolj zagovarja decentralizacijo, s tem, ko se bo oddaljenost od zdravnika v bolj odročnih krajih povečala. Pravzaprav smo priča še večji centralizaciji. Kako je to, recimo, kako lahko odgovori desni pol na te ali pa recimo občine, ki bodo prizadete? Na kakšen način se lahko tukaj zoperstavijo tem tendencam? No, gotovo, da to centralizem je v ozadju, ker je najlažje potem tako zmanjševati stroške. Ampak v zdravstvu je problem drugod. V zdravstvu je problem financiranje kot tako, zato ker je netransparentno in ker je ogromno korupcije in ker se zdravniki doslej še niso resno uprli za nobeno stvar razen za svoje plače.
in zato smo tam, kjer smo, zato nam zdravstvo razpada in zato je toliko ljudi brez osebnega zdravnika in v luči tega je ukinjanje nekih manjših centrov, zdravstvenih centrov, dežurnih preko vikenda, sploh ni velika stvar. Ne? Ampak kaže na to, da Ljubljano pač nikoli ni zanimalo, kaj se dogaja onkraj ljubljanske obvoznice in tudi danes se ne. Zato Robert Golob lahko ima primorski naglas, ampak tako kot se sedaj obnaša, se obnaša kot ljubljanski centralist. No, stvar, ki pa je zanimala nekatere medije zadnje dni, pa je dogajanje v ozadju recimo zelo znanega slovenskega duhovnika in hkrati umetnika svetovnih razsežnosti, govorimo o Marku Ivanu Rupniku, ne, ki je bil obtožen pravzaprav neke vrste zlorab, sicer že pred približno 30 leti, pa vendarle tukaj v ozadju se zdi, da je nekaj drugega. Ne? Ja, glede na vse indice lahko temu tako rečemo. Zdaj, pri domovini smo vedno na strani žrtve, ne, na strani šibkejšega, ker to kot v funkciji medija moraš delati, moraš zastopati javnost, ne pa močne akterje. Po drugi strani pa ravno zaradi te javnosti moraš objavljati preverjene informacije. In zdaj tu pri Marku Ivanu Rupniku, največjemu slikarju, največjemu slovenskemu slikarju v zgodovini. Ne? Noben slovenski slikar ni bil tako uspešen in tako dober, svetovno uspešen kot Marko Ivan Rupnik. Njegova dela je videlo več ljudi, kot je videlo vsa slovenska umetniška dela v zgodovini. Ne? Ker njegove mozaike vidijo milijoni in milijoni ljudi, je zaupnik papeža in tako naprej. Zato potem tudi kot argument teh, ki ga obtožujejo, zakaj stvari niso že prišle na dan, je, da je prevelik, da bi padel. Ne? Ampak kot smo mi raziskovali, dejansko nismo dobili nobenih pametnih indicov ali dokazov, da bi tu šlo za kako zlorabo. Ne? Tu je šlo kvečjemu za psihično nasilje, mogoče celo fizično, ampak dejansko ne za zlorabo v tem smislu, ampak mogoče za neko kričanje ali kaj podobnega. Kaj več pa nimamo nobenih podatkov, zato ker te redovnice, ki so izstopile in potem obtožile patra Rupnika za nepravilnosti, za zlorabe, niso v javnosti nič povedale, oziroma niti ponavadi žrtev spregovori, vsaj pove novinarju, kaj se je točno zgodilo, da novinar sam ve pri sebi, potem tega sicer ne objavi, ampak lahko potem reče, to je bila spolna zloraba, recimo. Ne, tu tega ni bilo. Jaz sem osebno telefoniral vsem tem lojolkam v Sloveniji, torej sem klical na vse centre, pisal na vse te hiše in nisem dobil nobenega odgovora. Tako da to je izjemno nenavadno, ker žrtev, če prijavi, hoče zadoščenje in preko medijev lahko to dobi. In ker vsi vedo, da domovina ščiti žrtve in nas zato tudi velikokrat napadajo, je povsem nelogično, da ta skupnost Lojola oziroma nočejo nič povedati. Je to nek širši vzorec ali gre za v samem primer, recimo? Iz medijev težko izvemo, zakaj je šlo, ampak očitno ne gre za neke velike številke. Vsekakor je pa to, karkoli se je dogajalo 25 let nazaj ali 30 let nazaj. Tako da je to škoda, da se to ni že prej rešilo. Mene bolj kot to me skrbi, da se je patra Rupnika obtožilo za spolne zlorabe. Čeprav dejansko pri obtožbah ne gre za nobene spolne zlorabe, vprašanje, če sploh gre za zlorabe. In to v bistvu pove, da je v ozadju nekaj drugega. In po naših informacijah je bilo to lansirano. Ko vidiš, na kakšen način je afera prišla ven, je bila lansirana, ker je bila istočasno, sta ga objavila dva vira. En je skrajno levičarski medij Left.it
drugo je pa Blok, ki je bolj katoliški, ki preiskuje oziroma piše o spolnih zlorabah v rimokatoliški cerkvi, italijanski. Skratka, to je prišlo istočasno, isti viri informacij so, praktično enake informacije so objavili eni in drugi, potem so pa začeli dodajati, ampak zelo nepreverjene informacije. In ta medij left.it je iz poročanja o patru Rupniku vidiš, da je popolnoma nekredibilen, ker neargumentiran, nobene obtožbe. V naslovu piše spolna zloraba, potem v nadaljevanju pa spolne zlorabe sploh niso omenjene, razen enkrat, in to je, da je ena žrtev, s katero so oni govorili oziroma dobili njeno pričevanje, da je rekla, da je nad njo pater Marko Ivan Rupnik zganjal oziroma izvajal nasilje, psihično nasilje, in da je mogoče bilo z drugimi tudi spolno. Zdaj, iz te informacije ne moramo reči, da je on spolno zlorabljal, ne? Ker ena žrtev za nekaj drugega to... Zdaj, jaz nočem biti hudičev advokat, ne? Ampak v službi javnosti ne smemo objavljati nepreverjenih stvari. In ko velikokrat obtožimo določene duhovnike, ne? Recimo pedofilije ali pa spolnih zločinov, kot smo recimo za patra Planinška napisali. Mi imamo celo vrsto virov, celo vrsto prič, ki so nam povedale. Mi smo ta pričevanja videli. In ko vidiš te zgodbe, ko imaš ti, ne vem, 3 zgodbe, ki ti povedo točno, kje in kaj se je zgodilo, ti tega sicer ne objaviš, ampak veš, da je šlo za, vidiš, da je šlo za spolno zlorabo in potem to tudi napišeš. Ne? Zdaj, tu v tem primeru pa ni bilo nič kaj takega in zato javnost ima pravico vedeti. Ne gre za zaščito, toliko za zaščito patra Rupnika, ampak za zaščito javnosti, da javnost ima pravico, da izve resnico, ne pa manipulativnih laži. No, ravno tak način dela verjetno je bil ključen tudi pri nagradi, ki jo je tednik Domovina prejel ta teden. Govorim o Meškovem priznanju za posebne novinarske dosežke. Kako dojemaš prejem te nagrade strani Združenja novinarjev in publicistov? Sam si jo prevzel včeraj. Ja, to priznanje strani stanovskih kolegov iz drugih novinarskih hiš je gotovo največje, ki ga lahko dobiš. Ne? Če ti stanovski kolegi nekaj priznajo, je to nekaj velikega. Osebno sem bil počaščen in ponosen na to, da sem pač v imenu tednika Domovina, ker prejemnik je bil tednik Domovina, ni bil Tino Mamić ali pa ne vem, uredništvo, ampak tednik Domovina kot pojav, ki se je pojavil tako nenadno, v tako nenavadnih časih in v bistvu na hitro uspel. Tako da moja prva beseda je bila, ko sem prejemal to priznanje, je bilo, da bom poudaril nekaj, kar bodo verjetno mediji izpustili, in to je, da sem hvaležen Bogu, da se je to zgodilo, torej ta v obrazložitvi piše kot čudež, ne? Ker v tem času, ko vsi mediji padajo in odpuščajo novinarje, da se potem pojavi en nov tiskan medij in v enem letu uspe, je neke vrste čudež. Tako da po drugi strani je pa treba povedati tudi, da gre za kolektivno delo, da čeprav je bila moja ideja, da pač ustanovimo tednik, je od prvega trenutka to tim, kolektiv in sam sem samo eno kolesce v tej mašini, ne, ki dejansko vozi zelo dobro kot naoljen Mercedes, če rečem. Tako da z tega stališča sem hvaležen, da sem lahko kolesec v tej ekipi in zato bi rad na tem mestu tudi dal priznanje prav tej ekipi, da to počne in da to dela ob podpori tako portala iskreni.net, portala domovina.je in seveda celotne hiše zavoda Iskreni in sedaj firme, ki ima v lasti Domovino. Evo, to je nekako, lahko rečemo, kar zaključek, kaj dogajanja tega tedna, v katerem pa je odmevalo še nekaj pomembnih dogodkov. In sicer notranji ministri Evropske unije so sprejeli, da se Hrvaška s 1.
januarjem vstopa v območje Schengena, prav tako tudi v območje evra, kar so kar precejšnje spremembe za našo južno sosedo. Medtem pa še vedno ni rešeno vprašanje arbitraže, ki ga očitno na evropskem parketu ni mogel rešiti tudi premier, ki sicer rešuje gospodarsko krizo v Nemčiji. Nemška policija je aretirala skupino 25 ljudi, ki so načrtovali državni udar. Načrtovali naj bi napad na stavbo nemškega parlamenta ter s tem skušali prevzeti oblast in strmoglaviti republiko. V eni največjih akcij v tej državi je sodelovalo več kot 3000 policistov. Predsednik SDS Janez Janša se je udeležil foruma globalnega zavezništva desne sredine, kjer je bil avgusta imenovan za častnega člana svetovalnega odbora. Janša se je udeležil razprave o obnovi ozemeljske celovitosti Ukrajine ter nadaljnji širitvi zveze NATO. Vlada se je odločila, da bo skoraj pol milijarde evrov dokapitalizirala družbo HSE, Holding slovenskih elektrarn. Družba, ki jo vodi poročna priča predsednika vlade Roberta Goloba, denar potrebuje za zagotavljanje stabilnosti elektroenergetskega trga, denarja pa zaradi visoke zadolženosti ne more več dobiti od komercialnih bank kljub državnemu poroštvu, ki naj bi le to omogočalo. V Iranu se nadaljujejo protesti, ki sta jih nedavno podprla tudi dva nekdanja predsednika te države. Na podlagi protestov, ki še trajajo v vseh provincah in univerzah te Islamske republike, so se že pojavile najave o odpravi moralne policije, medtem ko zaenkrat še ne kaže, da bi lahko v kratkem prišlo do spremembe oblasti. Prav ta teden so zaradi sodelovanja na protestih usmrtili aktivista za človekove pravice Mohsena Šekarija, še 11 drugih ljudi je obsojenih na smrt. Tako, prišli smo do konca. Hvala, ker ste bili z nami. Dogajanje bomo redno še naprej spremljali, tako kot do sedaj, na portalu domovina.je ter v tedniku Domovina, na katerega se še vedno lahko naročite. Spremljajte nas še naprej, mi pa se znova vidimo prihodnji teden na istem kanalu ob isti uri. Do takrat pa nasvidenje.